Dober dan, dobrodošli na programski konferenci Nove Slovenije. Iskrena hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in prišli na ta prelep sobotni dan, ko ste imeli zagotovo v vaših družinskih načrtih ogromno nekih zanimivih in lepih dogodkov, ki bi jih lahko naredili, ampak ste to jutro, to dopoldne posvetili Novi Sloveniji, kar mi še posebej veliko pomeni. Ta današnja polna dvorana kaže tudi na znak angažiranosti, znak povezanosti Nove Slovenije pred naslednjimi evropskimi volitvami. In ne boste verjeli, Nova Slovenija ima program. A ste že slišali za katerokoli drugo politično stranko, ki bi imela program pred naslednjimi evropskimi volitvami? Ne. Nova Slovenija ga ima. Najverjetneje nismo presenečeni, se nam ne zdi nič nenavadno, ker Nova Slovenija ima pred vsakimi volitvami dober, temeljit program. In tudi tokrat ga ima. Zato se tudi na te evropske volitve podajamo izrazito programsko in vsebinsko močni in prepričan sem, da bomo dokazali, kot smo v preteklosti z našim delom, da znamo tudi te programe spravljati v življenje, da znamo črke na papirju spraviti v konkretno politično življenje. Moram reči, da sem ponosen na listo, ki smo jo danes predstavili. Hvala lepa vsem mojim kolegicam in kolegom, ki ste se dali na razpolago. V teh trenutkih, v tem času to ni lahko. Terja od vas ogromno poguma in tudi časa. Zato iskreno hvala, da se dajete in razdajate za našo skupnost. Naša lista je sestavljena zelo raznovrstno, zelo zanimivo. Najverjetneje ste že opazili, da je večina na tej listi ženskega spola. Zagotovo ste tudi opazili, da je v prvi polovici te liste zelo močan lokalni blok. Ta lista je sestavljena na način, da daje svoje mesto vsem skupinam, lokalnim oblastem, nacionalnim in evropskim. Naredili smo kombinacijo evropskih nacionalnih poslancev in pa seveda županov in občinskih svetnic. Na takšen način dajemo jasno sporočilo, da nas zanima celota, da nismo stranka enega vprašanja ali ene vsebine, ampak na življenje gledamo celostno. Na drugo mesto smo postavili predsednico podmladka, ker želimo jasno sporočiti, da imajo in so imeli v Novi Sloveniji mladi vedno svojo priložnost. In prav je tako. Sledi lokalni blok županom in dvema občinskima svetnica, ker želimo povedati Sloveniji, da je za nas Evropska unija pomembna tudi zato, da njene sklade in denar uporabljamo za skladen regionalni razvoj, da se vsi deli Republike Slovenije, od vzhoda do zahoda, od severa do juga, razvijajo skladno in enakomerno. Zato imamo na tej listi župana in dve občinski svetnici. Potem pa seveda sledi blok naših poslank in poslancev, s čemer želimo dati jasno sporočilo, da mi Evropo in evropske volitve jemljemo resno. Zakaj je šla Nova Slovenija s tako močno listo na te evropske volitve? Zato, ker mi Evropo dojemamo kot notranje politično temo, ker Evropo dojemamo kot naš dom, ker Evropa že danes pri svojih odločitvah vpliva na 80% naše zakonodaje, postavlja nam zakonodajni okvir, v okviru katerih mora delovati tudi nacionalni parlament. Ima neposreden vpliv na naša življenja. Mi danes Evropo, danes tukaj jo čutimo v naših žepih in tudi v naših življenjih. In dovolj je nekega sprenevedanja, da je Evropa tam nekje daleč, kriva za vse slabe stvari, medtem ko pa ne bi bile nacionalne vlade samo dolžne in zaslužne za vse, kar se lepega zgodi. Evropa je tukaj, mi smo doma v Evropi in zato je jasno, da smo k stvari pristopili aktivno in da je lista sestavljena na način, da želimo nacionalne in evropske teme povezati. Naša lista je tudi zato, ker želimo, da naši evropski poslanci znajo slovenske interese prenašati v Bruselj, v Bruslju povedati, kaj je dobro za Slovenijo in hkrati iz Brusla prenašati v Slovenijo vse priložnosti, ki jih naša
Evropska unija tudi ponuja. Mir. Mir je temelj vsega našega življenja. Brez miru ne obstaja nič drugega. Ne more delovati ne gospodarstvo, ne katerekoli druge družbene dejavnosti. In danes na nek način obhajamo tudi žalostno obletnico. 83 let je od začetka druge svetovne vojne na slovenskih tleh. Iz izkušenj vemo, da vojna jemlje, vojna ruši, vojna vzame prihodnost številnim generacijam, predvsem pa uniči tisto, kar so z rokami in znanjem skupaj spravljale številne generacije. Morda se mi je še pred leti zdelo samoumevno, da bom jaz prva generacija, ki ga bo vojna zaobšla. Moj praded je sodeloval v prvi svetovni vojni. Domov se je vrnil z 2 kroglama v svojem telesu. Moj ded je sodeloval v drugi svetovni vojni. Moj oče je veteran vojne za Slovenijo. 3 generacije mojih predhodnikov so vojno čutile konkretno na svoji lastni koži. In zdelo se je, da bo moja prva tista srečna generacija, ki jo bo ta vojna vihra zaobšla. Danes in po tistem, kar se je zgodilo 24. februarja leta 2022, nisem več tako prepričan. Mi imamo v Evropi voditelja, ki ima ime Vladimir Putin, ki želi v 21. stoletju spreminjati meje na nasilen način. Meje spreminjati silo. Na nek način želi svojo šibkejšo sosedo pokoriti z močno silo. Gre za nevaren precedens, ki je zlasti zelo rizičen za manjše države, kakršna je tudi Republika Slovenija. Če enkrat pridemo do točke, ker pravila ne štejejo nič, ampak šteje samo surova moč, potem je to največja nevarnost za male države. In ob vseh teh tragičnih dogodkih in izgubljenih generacijah imamo v Sloveniji tudi močne ruske vohune in pa rusko propagando, ki nas prepričujejo, da je to vojno možno zelo hitro končati, samo Zahod, s tem tudi Slovenija, naj neha podpirati Ukrajino in vojna se bo končala. Krasna propaganda, ki nas spodbuja k temu, da smo utrujeni in da naj nehamo s tem. Ampak, veste, vojno v Ukrajini je možno končati v 1 uri. Veste kako? Vladimir Putin pokliče svoje sile, svoje oborožene sile v Ukrajini in reče, vojna je končana, vrnite se domov, umakne z Ukrajine in vojna v Ukrajini se bo končala. To je zelo preprost in enostaven konec. Seveda se to ne bo zgodilo, ker ima Putin carske zamisli, kako bo obnovil nekdaj carsko Rusijo ali, če hočete, zvezdništvo nekdanje Sovjetske zveze. In zato je naša moralna dolžnost, da Ukrajino podpiramo, dokler so se Ukrajinci pripravljeni boriti za svojo svobodo in neodvisnost. Zato sem zadovoljen in vesel, da je tudi Slovenski svet za nacionalno varnost sprejel odločitev, da bo Slovenija to počela, dokler bodo Ukrajinci imeli to voljo, da se branijo. In tukaj na tem mestu se lahko postavimo temeljno vprašanje, kaj se pa zgodi, če Ukrajina pade in Putin zmaga. Kakšne so dolgoročne posledice v takih primerih? To pomeni dolgoročno nestabilnost in nevarnost za celotno Evropo. Ker vprašajmo se, kaj bi omejevalo Putina in ga ustavljalo, da bi nadaljeval to svojo zgodbo, če bo uspešen v Ukrajini. Če bo uspešen v Ukrajini, zakaj tega istega pristopa ne bi uporabil v Moldaviji? Pridnestrska republika v Moldaviji je že zaprosila za zaščito matere Rusije. Vprašajmo se, kaj bi ga zadržalo, da tega istega ne bi naredil tudi v baltskih državah, kjer živijo velike ruske manjšine. Kaj? Kaj bi ga zadržalo, da ne bi poskušal združiti Kaliningrada s svojo matico?
Zato niso iztrte zvita opozorila številnih evropskih obrambnih ministrov, ki opozarjajo, da smo lahko konec tega desetletja pred novim konfliktom, ki bo dejansko konflikt med Zahodom, če hočete med NATO-om in pa samo Rusijo. Putin uporablja preprosto taktiko izčrpavanja, on nima kritične javnosti, tisti, ki so kritični, letijo skozi okna, so zastrupljeni ali kako drugače umorjeni, nima resnih, poštenih in svobodnih volitev. Vse to, kar na Zahodu in v zahodnih demokracijah imamo. In ljudje s pomočjo ruske propagande, delnih, pritiska tudi na evropske politike, da bi to pomoč Ukrajini zaustavili. Ampak to bi bilo pogubno tudi za Slovenijo in pa celoten evropski svet. In če Putinu v Ukrajini uspe, potem smo s tem seveda končali z svetom, ki temelji na nekih pravilih v mednarodnih odnosih in se vračamo v sistem surove moči. In prav v takih trenutkih je naše članstvo v zavezništvu NATO ključno. Mi smo 4. aprila, 2 dni nazaj, praznovali 75. obletnico oblikovanja tega zavezništva, ki je na začetku vsebovalo 12 držav, danes jih vsebuje že 32 in ki ima ključno stvar. To je 5. člen Severnoatlantske pogodbe, ki pravi vsi za enega, eden za vse, napad na enega pomeni napad na vse. In tudi za Slovenijo so takšne določbe ključne, ker nam pomagajo preživeti na dolgi rok. Zato je logična odločitev v teh turbulentnih časih tudi Švedske in pa Finske za vključitev v zavezništvo NATO. Ampak kljub vsemu temu pa imate v Sloveniji še vedno politične stranke, ki pa se zavzemajo za izstop iz NATO. Težko je v danih okoliščinah verjeti, da nekateri zagovarjajo takšne norosti. Potrebno se vprašati, kakšne bi bile posledice slovenskega izstopa iz NATO. Kaj je alternativa? In te levičarji vam pozabijo povedati, da alternativa je, da se vrnemo nazaj k konceptu vseljudskega oboroženega odpora. Kaj pa to pomeni? Mi smo v 80. letih kot takratna republika namenila za obrambo 4% svojih BDP izdatkov. Danes namenjamo 1,3. Torej, 3-kratno povečanje stroškov za obrambne izdatke. Pomeni tudi to vrnitev nazaj obveznega služenja vojaškega roka. Pomeni tudi konstantne vojaške vaje. Ko pa pridemo do te točke, pa kar naenkrat levičarska pobuda ni več toliko simpatična, da bojo mogli mladi iti nazaj v vojsko, ker danes si našo obrambo zagotavljamo s kolektivno varnost in s profesionalno vojsko. Bistvo kolektivne varnosti je, da se mi kot zavezniki med seboj povežemo, se dogovorimo, kaj bo naredil vsakdo, zato da bomo skupaj močnejši. Če nisi del te kolektivne varnosti, si za to varnost odgovoren sam. Zato je dražja in jo je vzdrževati mnogo težje. In za slovenske fante in dekleta bo ta stvar predvsej bolj neprijetna. In ko grejo še korak naprej, ko ugotovijo, da to ni več toliko prijetno, pa pravijo, glejte, zdaj bomo pa mi se zavzemali za demilitarizirano območje in itak oboroževanje je nesmiselno, treba je s tem prenehati, vojske ne potrebujemo in svet bo lepši. A res? Točno to levičarsko politiko je Evropa izvajala vse od konca Sovjetske zveze, a če hočete, vse od padca Berlinskega zidu. In kje smo danes? V vojni. A s tem, ko smo mi zmanjševali naše obrambne izdatke, s tem, ko smo mi zmanjševali našo varnost, vlaganje v varnost, a so zato naši nasprotniki temu sledili? Niso. In zato vsi tisti, ki danes pozivajo še naprej k demilitariziranemu območju, seveda obstajajo tudi države, ki nimajo vojske, obstajajo. Ampak vprašamo se, kaj bi se zgodilo leta 1991, če mi ne bi imeli svoje teritorialne obrambe. Neverjetno bi bili še danes ena izmed jugoslovanskih provinc oziroma republik. Oziroma, danes razmišljamo, da je neka stvar nemogoča. Jaz sam sem verjel, da je januarja 2022 oborožen spopad
na evropskih tleh in v Ukrajini nemogoč, pa se je zgodil. Kaj če se bo nekje pri naših sosedih pojavil en avtoritarni voditelj, ki bo želel obnoviti nekdaj njihovo veliko državo in bo zahteval Prekmurje? Kaj bomo rekli, Jože? Da Prekmurja ne damo, ali bomo rekli, Prekmurje damo, samo da bo mir? To so temeljna, esencialna vprašanja, ki terjajo od nas realne odgovore, ne take, ki so politično všečne. Zato se mi zdi prav, da jasno povemo, da je mesto Slovenije v NATO in da je naša dolžnost, da izpolnimo zaveze, ki smo jih dali ne zaradi naših prijateljev v NATO, ampak zaradi nas samih. Ta stvar se lahko še bistveno poslabša tudi z spremembami v ameriški politiki po naslednjih predsedniških volitvah. Trump govori zelo trde besede, ampak analitiki pravijo, da Trumpa ne ima dobesedno, jemljimo ga pa resno. In če kaj, potem je treba Trumpu priznati, da ima prav, ko pravi, da pač mi svojega deleža ne plačujemo. In ima prav, ko vpraša, zakaj bi morali ameriški davkoplačevalci plačevati za našo evropsko varnost, zakaj bi morali oni to delati, če mi sami tega nismo pripravljeni. In morebitna izvolitev Trumpa ima lahko tudi daljnosežne posledice za našo evropsko varnost. Tukaj sta možni dve stvari, ki se lahko zgodita. Ena najbolj skrajna, v katero jaz ne verjamem, da bi Trump izstopil iz NATO. Je grozil že v preteklosti, pa tega ni naredil in ne verjamem, da bo to naredil tudi v morebitnem novem mandatu. Verjamem pa, da je pa možno, da bo pa bistveno zmanjšal fokus na Evropo in ga bo preusmeril na Azijo in na Kitajsko. To pa pomeni, da bo Evropa mnogo bolj odvisna sama od sebe in bo morala sama zgraditi kredibilno varnost. In zato sem vesel, da je Evropa se že začela institucionalno pripravljati na te čase, vendarle smo nekaj naredili za večjo vlogo naše varnosti tudi na evropskih tleh. Imamo sistem PESCO, pa imamo Evropsko obrambno agencijo, pa imamo tudi Evropski mirovni sklad in v prihodnosti se bodo te aktivnosti še nadaljevale. Napoveduje se novi Evropski obrambni komisar, napovedujejo se tudi posebne hitre odzivne sile, ki bi lahko posredovale in nenazadnje krepili bomo tudi našo obrambno industrijo, da bomo imeli sploh kaj za v roko prijeti, takrat, ko bomo potrebovali. In ne rečem, da je vlaganje v obrambo najcenejše zagotovilo za mir, ker močna obramba pomeni učinkovito odvračanje, učinkovito odvračanje je pa tako, da našega nasprotnika prepričamo, da nas ne bo premagal in nas zato niti ne napade, s tem si pa zagotovimo seveda trajen mir. In prav ta mir je ključen za delovanje gospodarstva. Poglejte, kako gospodarstvo kolapsira na vseh vojnih območjih od Ukrajine in tudi kaj se je zgodilo v Sloveniji leta 1991, ko smo imeli spopad z jugoslovansko armado. Ko ni miru, trpi tudi gospodarstvo in vse ostale družbene dejavnosti. In prav na drugi strani je, da poudarimo, da pa hkrati, da pa lahko zagotovimo pomembno vlaganje v obrambo, pa potrebujemo tudi močno gospodarstvo. In Evropa je bila še 10 let nazaj gospodarsko najmočnejša na svetu, z največjim BDP-jem. To se je žal v zadnjih 10 letih bistveno spremenilo, ker smo se kot Evropa vsej v gospodarstvu osredotočali na nebistvene stvari in ker smo stvari pretirano regulirali. Vprašamo se, a smo danes vsi mi kaj bolj varni od uveljavitve tiste slavne direktive GDPR? Jaz mislim, da nismo. Je pa to Evropi in gospodarstvo nakopalo en kup enih dodatnih birokratskih upravil. Naš telefon danes v tem trenutku zbere 100-krat več podatkov v enem dnevu o nas samih, o našem delu, o našem življenju, kot pa ga neko evropsko podjetje, kateremu smo za to GDPR zadevo naložili en kup obveznosti. In medtem, ko smo se v Evropi ukvarjali predvsem z kakšnim deležem ličink bomo dovolili v prehrani,
in na drugi strani Amerika poskušala staviti na strateške stvari, na tiste, ki so pomembne za prihodnost, razvijati inovativne zadeve, konkretno kako nadomestiti litij-ionsko baterijo, kjer smo v 95% odvisni od Kitajske. In so začeli že pred leti razvijati nadomestno baterijo, ki bo lahko pospešila zeleni prehod, ki bo odvisen od nas samih, ne pa, da bomo odvisni od drugih. Na drugi strani je Kitajska v zadnjih letih pridno kradla naša intelektualno znanje za gospodarsko espionažo, s pošiljanjem njihovih najboljših študentov na evropske fakultete in z cenenimi vabili evropskemu gospodarstvu, da proizvodno preselijo na Kitajsko. Kaj se zgodi, smo lahko videli v času COVID krize. In danes evropski trg preplavljajo kitajski proizvodi, ki so kvalitetni in mnogo cenejši kot evropski. Na takšen način nas Kitajska gospodarsko ubija. Na takšen način lahko uniči tudi evropsko ekonomijo. In ob vseh teh zadevah so pa evropsko ekonomijo še udarili levičarski aktivisti, ki so zahtevali aktivistični zeleni prehod. Kakšen je aktivističen zeleni prehod? To je tisti, kjer je pomembna slika, ne pa realna dejstva, kjer je pomemben vtis, ne pa sama vsebina. In bistvo aktivističnega zelenega prehoda je v tem, da je finančno nevzdržen na dolgi rok in da umazanijo prenaša iz evropskega kontinenta v Azijo in v Afriko. Predvsem pa je tudi finančno zelo drag za naše evropske državljane. Jasno je, da si takšnega aktivističnega zelenega prehoda na dolgi rok ne moremo privoščiti. Vprašajmo se, kaj je smisel siljenja v toplotne črpalke, če ne proizvedemo dovolj električne energije, da bi jo lahko imeli vsi? Kaj je smisel zapiranje jedrskih elektrarn, če potem to elektriko proizvajamo v termoelektrarnah? V čem je smisel, da silimo ljudi k klasičnim avtomobilom, če je jasno, da se električnih avtomobilov vsi ne morejo privoščiti? In kaj nam pomaga, če spravimo na nič vse CO2 izpuste v Evropi, če Evropa v tem trenutku proizvede 7% vseh globalnih izpustov? Mi s tem našega lepega planeta ne moremo rešiti. Zato je aktivističen zeleni prehod napačen, pravilen pa je razumen zeleni prehod, ki ga podpira tudi Nova Slovenija, in s tem razumnim zelenim prehodom naredimo tako, da stvari ne prepovedujemo, ampak jih izboljšujemo. Imamo konkreten primer iz časa naftne krize v 70. letih. A se je takrat Zahod odločil za prepoved vozil z notranjim izgorevanjem, ker je bil odvisen od naftno bogatih držav? Ni. Odločil se je za tehnološki razvoj, zato so takrat namesto avtomobilov, ki so porabili med 25 in 30 litrov na 100 kilometrov, začeli proizvajati avtomobile, ki so porabili 10 litrov. In to je tisti pravi zeleni prehod, ki si ga Evropa lahko privošči in ki bo na dolgi rok dejansko prispevala k čistejšemu okolju. Zeleni prehod, ki ga lahko plačamo, ki si ga lahko privoščimo in ki bo na dolgi rok dejansko pripeljalo do čistejšega okolja. In klasičen primer aktivističnega zelenega prehoda v Sloveniji je poskus prepovedi ogrevanja z drvi. Ne boste verjeli, da je ta Golobova vlada poskusila s 1. julijem letošnjega leta prepovedati drva. Zato moja iskrena hvala vsem vam, ki ste se intenzivno, aktivno odzvali, da je Nova Slovenija zbrala ogromno število podpisov, da kot kaže, smo to norost ustavili. Res, hvala lepa vsem vam. Seveda si Nova Slovenija želi čistega in lepšega okolja, ampak tega se ne da s prepovedmi, ampak zgolj
s tehnološkim razvojem. In zato že danes pozivamo vlado, kar se drv tiče, naj povečajo subvencije in podporo za to, da bodo ljudje in naši državljani lahko zamenjevali stare peči z novimi tehnološko modernimi, ki imajo boljši izkoristek in manjše izpuste. To je tisti pravi zeleni prehod, ki si ga Nova Slovenija želi. Imamo še en primer na evropski ravni aktivističnega zelenega prehoda. In to je stiskanje kmetov za vsako ceno. V Evropi zahtevamo visoko kakovostne kmetijske produkte. Hkrati pa na drugi strani zahtevamo visoke okoljske standarde. In vse to ob zelo nizki ceni. In zdaj se postavite v vlogo evropskega kmeta, tudi slovenskega kmeta, ki tekmuje z kmetom v Aziji ali z kmetom v Južni Afriki in Ameriki. Ker vseh teh okoljskih omejitev ni, ker ni tako visokih kvalitetnih standardov kot v Evropi in jasno je, da je evropski kmet in slovenski kmet v taki tekmi ne more zmagati. In je zelo preprosto vprašanje, ali bomo to visoko kvaliteto plačali, ali pa bo kmet propadel. In naj povem, da Nova Slovenija jasno podpira kmeta, da kmet more preživeti, more dostojno živeti, če želimo, da bo v prihodnosti še naprej proizvajal hrano. Hrano, ki bo kvalitetna. In ker Evropa želi imeti kvalitetno hrano, ker si mi želimo imeti kvalitetno hrano, je prav, da to tudi plačamo. In plačamo lahko samo z višjimi subvencijami, zaradi tega, da bodo lahko kmeti to bitko z drugimi preživeli. Z mirom, z močnim gospodarstvom pa pridejo na vrsto tudi druge stvari. Če je mir temelj vsega našega življenja, na katerem gradimo celotno našo hišo, je močno gospodarstvo ogrodje. Potem pa pridemo do strehe, ki pa jo predstavljajo naše vrednote. Naše vrednote so streha te naše hiše. In se veste, kako je streho. Če streha pušča, če streha ni dobra, potem slej ko prej to uniči tudi celotno konstrukcijo in celotne temelje. In ko govorimo o tej naši strehi, je prav, da je čvrsta. In marsikomu je danes težko priznati, da je naša Evropska unija zgrajena na krščanskih vrednotah, da so bili ustanovni očeti Evropske unije krščanski demokrati. In kot je Schuman nekoč dejal, Evropa bo krščanska ali pa jo ne bo. A veste zakaj? Dajmo se vprašati. Krščanska Evropa danes namreč dopušča različna mnenja. Krščanska Evropa dopušča tudi različne vere. Si predstavljate, da bo morda večinsko muslimanska Evropa tudi v prihodnosti tako tolerantna do različnih ver, ateistov, LGBT skupnosti in drugih, kot je danes krščanska Evropa. Če pogledamo prakse v večinsko muslimanskih državah, bi rekel, da ne. In zato je po moje zdaj zadnji trenutek nas vseh, da naredimo vse, kar je v naši moči za ohranitev naših krščanskih vrednot, ki so temeljne vrednote tudi naše združene in povezane Evrope. To pa je solidarnost, svoboda, pravičnost in varnost. Ko govorimo o vrednotah in o ohranjanju krščanskih vrednot, je prav, da jasno povemo, da če želimo ohraniti to Evropo, potem mi od vseh tistih, ki prihajajo k nam v Evropo, pričakujemo, da se bodo prilagodili našemu načinu življenja in da bodo delali. Brez tega naša skupnost ne bo zmogla napredovati. Jasno je, da je naša celina stara, da bomo potrebovali mi marsikoga, ampak je pa nesporno,
da je treba jim danes brez politične korektnosti povedati, da so se dolžni prilagoditi našemu načinu življenja in da od njih pričakujemo, da bodo delali in soustvarjali našo skupnost. In tukaj imamo še en tipičen primer, naprimer konkretno v Sloveniji, kako je vlada zgrešila in predstavlja koncept multikulti, ki se je jasno izkazal po Evropi, da ne deluje. Govorimo o tako imenovanem zakonu o uveljavljanju kulturnih pravic narodov nekdanje SFRJ. Naj zelo jasno povem, da so te ljudje, narodi iz nekdanje SFRJ, dobrodošli v Sloveniji. Jaz imam številne prijatelje in nobenih težav. Ampak jim moramo pa pošteno in jasno povedati, da od njih pričakujemo, da se bodo naučili slovenskega jezika in da bodo skupaj z nami delali. To sta dve osnovni stvari. Omenjeni zakon vzpostavlja zakonsko podlago za učenje albanščine in srbščine v slovenskih šolah. Omenjeni zakon vzpostavlja tudi zakonsko pravico, da bodo te jeziki lahko uporabljeni pri uradovanju, pri zdravniku, na upravnih enotah in še kje. Nas v Novi Sloveniji to moti, ne ker bi imeli karkoli proti tem narodom, ampak ker je uradni jezik v Sloveniji slovenščina in ker želimo vse narediti, da se bodo te ljudje, njihovi mladi, naučili slovenskega jezika, smo predlagali tudi zakon o osnovni šoli, ker bi jim država plačala, da se naučijo slovenskega jezika, ker smo prepričani, če bodo znali slovenski jezik, bodo v šoli boljši, se bodo lahko bolje integrirali v družbo in bodo tudi v življenju uspešni. Jasno pa je, da mora Evropa popolnoma spremeniti koncept migracij. Sedanji koncept daje napačna sporočila. Sedanji koncept je zlata jama za vse tihotapce in tiste, ki na tragičnih zgodbah teh ljudi služijo. Ker daje napačna sporočila, da če boš našel pot v Evropo, boš tukaj že nekako preživel na naših socialnih sistemih. Ker je absolutno napačno sporočilo. Zato smo mi v Novi Sloveniji prepričani, da je to potrebno spremeniti. In treba je spremeniti drastično. O čem govorimo? Mi predlagamo, da se v tretjih varnih državah, kot je na primer morda Egipt, Turčija, še kje druge, skratka v državah izven Evropske unije, vzpostavijo tako imenovani migrantski centri, kamor bodo lahko vse te ljudje prišli na dostojen način, zaprosili za status in če bo posamezna država Evropske unije ugotovila, da se ta status izpolnjuje, bo ta človek brez uporabe tihotapcev, brez nevarnosti, ker tvega svoje življenje, lahko prišel na civiliziran način v Evropo in nam pomagal pri urejanju in soustvarjanju naše družbe. To je prvi korak, ki ga moramo narediti, da preprečimo te nevarne poti. Predvsem pa moramo zelo jasno sporočati, da vsi, ki bodo v Evropo prišli ilegalno, bodo brez milosti vrnjeni nazaj, odkudar so prišli, brez debate. Isti koncept, ki ga je uveljavila Avstralija, pa je demokratična. Demokratična država z vsemi standardi človekovih pravic. Ampak ker so šli v intenzivno kampanjo sporočil vsem okoliškim državam, da ilegalen vstop v državo ni mogoč, so se stvari spremenile. In šele, ko bomo mi spoštovali temeljno vrednoto, da danes lahko prideš v Evropo samo na legalen način, potem se bodo stvari začele spreminjati. Ker danes moramo mi za prehod meje pokazati svojo osebno izkaznico, svoj potni list, medtem ko pa migranti zaprosijo za čudežno besedo, azil, ki sprejme ena policija, ne ostane niti 48 ur, napreduje naprej, dokler ne pride tam, kamor si želi. In to je narobe in teh stvari se ne da ustaviti drugače, kot da smo brezkompromisni, ko gre za to, da kdorkoli je prišel ilegalno v Evropsko unijo, bo vrnen v domovino. Druga stvar, ker moramo jasno sporočati, da pričakujemo od teh ljudi, da se bodo prilagajali našemu načinu življenja.
in predvsem tretja stvar, da pričakujemo od njih, da bodo delali in nam pomagali sooblikovati našo družbo, ker naši socialni sistemi so zaradi staranja že zelo obremenjeni. Dragi zbrani, hvala lepa, ker ste me poslušali. Za konec bi rad rekel samo naslednje stvari. Nas naj ne bo strah. Nas naj ne bo strah levičarskih aktivistov, ki nas bodo zmerjali, da smo homofobni, ker imamo radi domovino. Nas naj ne bo strah, ko nas bojo zmerjali z raznimi rasisti in revanšisti, ko od ljudi, ki prihajajo v naše konce, zahtevamo, da spoštujejo naše običaje. Nas naj ne bo strah, ko rečemo, da sta spola dva, moški in ženski. Predvsem nas pa naj ne bo strah zagovarjati zdravo pamet v tej državi, kajti zgolj za zdravo pametjo bomo preživeli in bo naša Evropa imela prihodnost.